Zdaj, ko smo vozili tloris iz AutoCAD-a in prilagodili merilo, lahko začnemo z dvigovanjem sten. Najprej bomo uporabili orodje Push in Pull in stene pritličja dvignili na višino 2060 cm. Dovolj je, da izberemo eno steno in vtipkamo na tipkovnici 260. Vsako naslednjo steno. Zadostuje, da jo samo izenačimo z že dvignjeno steno. Vedno je pomembno delati v točnih dimenzijah, saj bodo kasneje vse konstrukcije, odprtine in streha odvisne od tega. Ko dvignemo stene pritličja, jih takoj zgrupiramo. To naredimo tako, da izberemo vse stene. Kliknemo desni klik in izberemo možnost Make Group. Grupiranje je pomembno, saj preprečuje, da bi se stene lepile na druge elemente in omogoča ločeno obdelavo vsakega dela objekta. Nato naredimo talno ploščo, to je osnovna plošča, na kateri stoji pritličje. Na našem dveh dimenzij risbi lahko vidimo, da ima plošča enake dimenzije kot objekt. To pomeni, da bomo s komando Rectangle potegnili diagonalno med nasprotnima vogaloma našega objekta. Sedaj bomo z možnostjo Push in Pull naredili debelino naše plošče. Po standardu bo debela 20 cm, torej bomo na naši tipkovnici vpisali 20. Ploščo prav tako posebej združimo, saj mora biti vsaka konstrukcija, tla, stena ali medetažna plošča, ločena skupina. Na ta način imamo popoln nadzor nad našim modelom in vse se lahko enostavno premika. Kopira ali skriva, ko je to potrebno. Ko končamo pritličje, dodamo medetažno konstrukcijo, ki bo služila kot plošča med pritličjem in nadstropjem. Glede na to, da ima enake dimenzije kot plošča pritličja, jo bomo samo kopirali in prenesli kot medetažno konstrukcijo. Sedaj je potrebno, da na našem AutoCAD risbi nadstropja preverimo višino sten. V tem primeru vidimo, da je višina sten 220 cm. Vrnimo se na našo SketchUp risbo, kjer bomo stene dvignili po isti metodi kot na pritličju, le na višino 220 cm. Kot vse elemente do sedaj, tako bomo zgrupirali tudi nadstropje. Na koncu bomo dobili organizirano kompleksno strukturo. Najprej talna plošča, nato stene pritličja, medetažna plošča in na koncu stene nadstropja. Tako sestavljen model je veliko preglednejši, lažje se ureja in kasneje omogoča, da se zelo preprosto pride do novih elementov, kot so streha, odprtine, okna, vrata ali notranjost.